Ob menoj pa sogovornik dr. Matej Makarovič. Lepo pozdravljeni. Kaj boste rekli za tale prvi del kongresa? Imate že kakšne ocene? Pozdravljeni. Prvi vtis je zelo jasno v smeri, da gre za kongres povsem primerljiv z kongresi močnih demokratičnih evropskih strank, tako v smislu podobe kot v smislu vsebine. Katera stranka se vam zdi, da bi izbrala preko 900 delegatov na svojem kongresu? Jaz mislim, da bi bila marsikatera vesela, če bi imeli toliko članov, kot ima SDS tukaj delegatov. V nosilni resoluciji z naslovom Družba svobode in odgovornosti je SDS med drugim zapisal: upravljavci monopolov iz vrst tranzicijske levice pa ravno zaradi obrambe le-teh niso sposobni poiskati poti iz krize, saj sta si varovanje privilegijev in monopolov ter svoboda in sproščanje družbenih potencialov v velikem medsebojnem nasprotju. Kako to komentirate? Tukaj vsekakor gre za relevanten problem. Monopoli so problem vseh podsistemov slovenske družbe in prav gotovo, da pot iz krize ne vodi prek monopolov, ampak vodi prek spodbujanja konkurenčnosti, pluralnosti in odprtosti. Kakšne ukrepe bi morala po vaše Slovenija izvesti za izhod iz te krize? Zdaj neke čarobne rešitve jaz seveda nimam. Edino, kar lahko rečem, je seveda ta, da je treba kombinirati po eni strani neko temeljno stabilnost javnih financ z spodbujanjem gospodarske rasti. Prav gotovo, da na primer ukrepi, ki grejo v smer višanja davkov, kar je na neki način morda še največja, bom rekel, inovacija sedanje vlade, nekako težko spodbujajo gospodarsko rast, ampak imajo verjetno bolj nasproten učinek. Kaj pa bi po vašem mnenju pomenil prihod trojke? Predvsem bi najbrž pomenil neko pot k streznitvi. Upam, da ne bo šlo tako daleč, čeprav je žal to zelo verjetno. Nacija ima pač toliko suverenosti, kolikor jo je sposobna financirati. Ko več svoje suverenosti ne moreš financirati, se jih seveda moraš do neke mere tudi odreči in upam, da ne bo do tega prišlo. To verjamem, da upamo vsi. Pa za konec morda še kakšen je vaš pogled na tako imenovane vseslovenske ljudske vstaje? Sam protest kot tak je seveda legitimna pravica. Tudi je seveda mogoče razumeti nezadovoljstvo mnogih državljanov z marsičem. Razmere dejansko so težke, so bile težke in še bodo težke še kar nekaj časa. Je pa seveda tisto, kar je vredno obžalovanja, dejstvo, da so bili do neke mere ti protesti tudi politično instrumentalizirani in da so na neki način nekateri videli v njih neko alternativo predstavniški demokraciji. To pa je na neki način nesprejemljivo. Torej, protest lahko demokracijo dopolnjuje, ne more pa jo nadomestiti. Hvala lepa, gospod Makarovič, in uspešno delo še naprej.